MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem predstavljamo zgodbe iz arhivov in razstav MNZS-ja ter osvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks. Moje ime je Korin, vi pa poslušate 4. epizodo mesečnega podcasta, v kateri raziskujemo likovno zbirko Muzeja novejše zgodovine Slovenije s kustosinjo Tino Fortič Jakopič. Morate namreč vedeti, da v muzeju v srednjem mestu v tej likovni zbirki imajo dela, ki so nastala med drugo svetovno vojno, partizanska grafika, dela iz fašističnih in nacističnih taborišč za vojne ujetnike in okupatorjevih zaporov ter so edinstvena v evropskem merilu. Ja, likovna zbirka je pravzaprav že od samega začetka zelo pomemben del muzeja. Že ko se je takoj začelo zbirati gradivo, arhivsko gradivo iz druge svetovne vojne v času znanstvenega inštituta, ko so se začeli zbirati arhivi, prazne publikacije, tiski, pa potem tudi kakšno orožje, oprema ali kakršnekoli taki materialni ostanki, ki bi pričali o tem, kaj se je dogajalo na tem področju. Že takrat je bilo zavedanje o tem, da so likovna dela izredno pomembne. To pa v bistvu zaradi tega, ker se je ohranilo na srečo veliko število umetniških del, ki so nastala tako v taboriščih kot v raznih zaporih med partizanstvom, in gre za izredno pomembne dokumente časa. Se pravi, ni pomembna le izključno njihova umetniška vrednost, temveč njihova dokumentarna vrednost. In tega so se tudi takrat zavedali in že v začetku pravzaprav sklenili, da je treba taka dela zbirati, da jih je treba zbrati, ustvariti neko zbirko in naredili tudi poziv, da so umetniki svoja dela prinašali, da se je taka dela odkupovalo. In zelo kmalu se je v bistvu nekaj vzpostavila taka zavest, da je tukaj pravzaprav točka, kamor umetniki prinašajo svoje gradivo, ki je ali nastalo med samo vojno, med časom vojne, ali pa v bistvu tudi nastalo po vojni, vendar ob misli na vojno in nekako zaokroževalo celotno to vsebino. Pa seveda nimamo le del iz taborišč, so to seveda dela iz zaporov, iz partizanstva in tako, in je treba nujno omeniti, gre za res veliko število avtorjev, umetnikov, ki so tako akademski umetniki kot samouki. Gre za umetnike, ki so bili takrat že na eni strani lahko zelo uveljavljeni in nekateri, ki so šele začenjali svojo pot. Sigurno naj omenimo zbirko Nikolaja Pirnata, ki je tudi zelo številčna. Potem letos smo je muzej lahko odkupil pomembno delo Franceta Miheliča, osnutek za cikel Apokalipsa, recimo, ki je nastal v tistem času. Potem hranimo različne grafične mape, ki so nastale takrat, recimo Vita Globočnika, potem dela Božidarja Jakca, Alenke Gerlovič in podobno. Pravzaprav praktično ni umetnika, ki bi ustvarjal v tistem obdobju, ki ga mi ne bi hranili tukaj pri nas. Kot smo slišali, so nekatera dela, ki jih hrani muzej, nastajala v izrednih pogojih. O tem pričajo tudi materiali, ki so jih ponekod uporabljali za umetniška dela. Ja, tako je, seveda, zaradi tega, ker okoliščine nastanka so bile zelo težke, velikokrat tudi riskantne. Recimo v taboriščih, sam primer, v italijanskih taboriščih je bilo dovoljeno do določene mere likovno ustvarjanje, in iz tega časa se je recimo več del ohranilo iz italijanskih taborišč in recimo razumljivo, da se je manj takih del ohranilo iz nemških taborišč, kjer je bilo to vrstno ustvarjanje strogo prepovedano in kaznovano smrtjo. Seveda pa ta dela, ravno zaradi okoliščin nastanka, so potem večinoma iz nekih materialov in v tehnikah, ki so bile takrat na voljo. Večinoma gre za dela na papirju, risbe, kasneje iz obdobja partizanstva
in pač tudi iz ostalih okolij imamo grafike, tudi pa slike, kipe, vendar v veliki večini gre za dela na papirju, ki so zelo občutljiva in ki se jih seveda dalo takrat potem tudi ohraniti, nekako potem pritovoriti domov. Saj tudi to je bil poseben izziv, ne le ustvariti jih, ampak potem jih tudi ohraniti. Čudež je, da so se pravzaprav ta dela ohranila v tolikšnem obsegu. Mi hranimo več kot 15,000 risb tukaj v muzeju. To je pravzaprav neverjetno za neko tako obdobje, zgodovinsko obdobje. Sama številčnost teh del in sama pričevalnost, pa tudi sama umetniška vrednost teh del nam v bistvu dokazujejo in pričajo, da je ustvarjanje pač neizpodbiten del življenjskega obstoja in da je bil pravzaprav nujen del takratnega preživetja tistih razmer tam. Kar se pa tiče motivov in tematik, opažamo, da se nekateri elementi pojavljali bolj pogosto oziroma prevladujejo, ali je zbirka v tem vidiku precej raznolika? Pravzaprav gre za zelo raznolike motive. Velikokrat gre za neke bežne zapise, hitre zapise, za neko dokumentiranje dogajanja, recimo dokumentiranje dogajanja v taboriščih, kako se je razdeljevala hrana, kako so se zbirali jetniki, kako so jih tudi kaznovali, kako so jih umivali na ta način. Iz tega vidika so ta dela neprecenljiva, ker so pravzaprav vir, ki nam pove, kako se je takrat to odvijalo, kako ne samo, da so umetniki likovno interpretirali to, kar so doživeli, vendar so nam ohranili dokaz o tem, kaj se je takrat pravzaprav tudi dogajalo. Tako da ogromno je nekih takih dokumentarnih prizorov, seveda nekih zaznamb, ki so jih takrat umetniki doživeli, videli in so jih hitro zabeležili na papir. Hkrati pa imamo ob tem veliko prizorov, ki so izredno premišljeni. Sama forma prizorov je zelo dobro skonstruirana, umetniško zelo na visokem nivoju, se pravi, ni šlo le za to, da bi umetniki želeli zabeležiti, kaj se dogaja, vendar je šlo dejansko tukaj za ustvarjanje. Tako da lahko rečemo, da imamo obe plati. Hkrati imamo pa tudi recimo prizore, ki so bolj intimni, ki so del mogoče neke sprostitve tudi, veliko je karikatur, takih zabavnih vsebin pravzaprav, kjer so umetniki lahko in kaj narisali in hkrati kaj zapisali, kakšen vers recimo, kar jim je padlo na pamet, ali pa kratko zgodbo o tem, kaj se je zgodilo, ali pa če so recimo naredili karikaturo kakšnega paznika ali pa kakšnega sojetnika. Na ta način se pravi, da je šlo tudi velikokrat za take prizore. V samem začetku se je zbiralo predvsem vojno gradivo, pravzaprav partizansko grafiko, ki predstavlja osrednji del zbirke. Kasneje pa se je zbiralna politika razširila. Sam začetek zbirke sega v to, se je seveda začel zbiranjem tega vojnega gradiva, pravzaprav partizanske grafike, rečemo danes, ki je nek centralni del te umetniške zbirke tega muzeja. Vendar kasneje se je zbiralna politika v bistvu zelo razširila. Ko so v 60-ih letih v dobršni meri nekako zaokrožili to zbirko partizanske grafike, seveda ne dokončno, ampak velik del teh umetniških del je bil takrat že v muzeju, so seveda ugotovili, da je potrebno, če želiš razumeti to medvojno produkcijo, je treba raziskovati malo širše. Tudi tisti čas pred vojno, se pravi socialno-kritično umetnost, novo stvarnost, in so začeli zbirati tudi ta umetniška dela. Potem kasneje so vključili tudi dela začetka 20. stoletja s prve svetovne vojne. Od tam velja recimo izpostaviti Tratnikove risbe beguncev, ki so izredno pomembna dela, ki jih hranimo tukaj. Potem v obdobju med vojnama imamo dela bratov Vidmar, pa recimo Trstenjakova dela Maksima Sedeja, ki so zelo pomembna.
Potem pa tudi, kasneje so pa seveda začeli zbirati poleg vojne produkcije, pač del, ki so nastala med vojno, tudi dela, ki so nastala po vojni in ki niso bila izključno taka z vojno tematiko, ali ki so bila nekakšna interpretacija tega, kar se je dogajalo med vojno. Obenem pa muzej hrani številčna dela iz socialističnega obdobja. V slogu po vojni režimsko usmerjenega socialističnega realizma muzej hrani predvsem dela nastala za javne spomenike ter opremo vladnih in drugih javnih prostorov, ampak to še ni vse. Ne, to še zdaleč ni vse. Se pravi, iz tega povojnega obdobja imamo ogromno enih del, ki so nastala s strani slikarjev, kot je Tone Kralj, recimo Nikolaj Omerza in tako, ki so izrazito propagandna dela takratnega režima. Pa tudi ohranilo se je ogromno portretov državnikov oziroma pomembnih osebnosti, tudi iz kulturnega področja. Začeli so se zbirati kipi tudi, sicer so bili že prej v zbirki, vendar zdaj iz povojnega obdobja jih imamo v zbirki veliko več. Prišli so kipi Karla Putricha recimo, pa Savinškov protest. Potem seveda je pa normalno, da ko je čas tekel, je muzej začel zbirati tudi pač neko sočasno produkcijo oziroma produkcijo, ki je na tak in drugačen način označevala neka politična dogajanja, kulturna, družbena dogajanja, politične osebnosti in se je ta časovni razpon zbiranja razširil. Tako da imamo kasneje potem tudi razna dela, ki so nastala med osamosvojitvijo in tudi kasneje, no. V muzej so prišle recimo, je prišla oprema nekdanje skupščine ali pa Banke Slovenije, tudi take zadeve imamo. Ogromno imamo nekih osnutkov za spomenike. Že v 20. stoletju smo dober čas hranili recimo osnutke Karla Putricha za spomenik na Urohu. In zdajle prav letos smo v bistvu dobili darilo teh dveh osnutkov v muzej in smo zelo veseli, da so zdaj še uradno postala te dva osnutka del naše zbirke, no, kot primer. Poleg vseh teh del in avtorjev hranimo tudi veliko drugih avtorjev. Recimo dela Marija Preglja, tako iz časa med vojno, kot tudi njegova povojna dela. Dela Gabriela Stupice, potem dela Lamuta, pa Slane tudi, Iveta Šubica. Pomembna zbirka je zbirka Ljuba Ravnikarja, ki jo imamo, ali pa zbirka Borisa Kobeta, ki jo hranimo tukaj. Zelo zanimiva je kiparska zbirka, ki je po eni strani zelo obsežna. Velik del tega je zbirka male plastike, ki nam jo je podarila družina Edvarda Kardelja, recimo. Potem pa imamo tudi nekaj umetnic, da jih je pomembno jih je izpostaviti. Recimo Alenka Gerlovič, Milena Dolgan, Cita Potokar, od nje imamo eno čudovito sliko interniranke. Številčna dela likovne zbirke bodo lahko navdušila tudi ljudi, ki sebe morda ne štejejo med ljubitelji umetnosti. Saj njihov čustven naboj in njihova sporočilnost je moč zaznati precej intuitivno. Absolutno, ker so izrazito pripovedna in v dobršni meri vsaj tista dela, ki so nastala v medvojnem obdobju, nekako interpretirajo pač neka dogajanja, ki so izrazito kruta, tragična na ta način in se sigurno vsakega dotaknejo, ki jih pogledajo, ne. Po drugi strani tista dela, ki so nastala po vojni, so tudi zanimiva iz enega vidika, recimo vsi ti portreti državnikov ali pa takih pomembnih osebnosti, jih je zanimivo videti,
so osebe, ki jih pač poznamo iz zgodovine, poznamo iz raznih, ne bom rekla, daleč od tega zgodb, ampak če nam je poznana vsaj delno zgodovina, druga polovica 20. stoletja, te osebnosti poznamo, a ne. In potem se nam avtomatsko zdi, da so nam bližje in je zanimivo videti potem njihove podobe tudi nekako v tridimenzionalni obliki. Veliko del je takih, ki so res impozantna, ne, recimo pregled osnutek za tale mozaik Sutjeska, ki je bil kasneje potem narejen za takratno vlado v Beogradu, a ne. To je impozantno delo, ki vsekakor človeka očara, pred katerim je. Imamo pa tudi razne take bombončke, lahko rečemo, ali pa ne vem, kako opisati ta dela na drugačen način. Recimo Kobetov taboriščni tarok, to je tak dober primer. Ne rabiš biti velik strokovnjak za umetnost, da se ti zdi nek tak kos zanimiv. Gre pač za tarok karte, ogromno od nas igra tarok, pač poznamo to igro, vemo, kaj se dogaja s tem, si izmenjujemo karte, jih pobiramo, zmagujemo ali izgubljamo. Zdaj umetnik je pa, se pravi, to igro ponovno interpretiral, a ne, in same prizore oblikoval kot taboriščne prizore, pač dogajanja, kaj se dogaja v taborišču. So izrazito slikoviti, velikokrat tudi kruti ali tudi posmehljivi, no, tako da to je tudi eden izmed zanimivih predmetov, recimo, ki bi jih lahko izpostavila. In gre za celoten paket kart, za 54 kart, ki vsebujejo čisto vse figure, vse taroke, vse. Tako da gre za res poseben kos. Kot zanimivost, tarok je arhitekt, Plečnikov učenec Boris Kobe, izdelal ob koncu internacije v Alah, v podružnici koncentracijskega taborišča Dachau. Karte je zapisal novinar Dela Vojko Urbančič, danes veljajo za pravo ikono slovenskega umetnostnega izraza med drugo svetovno vojno in za enega najhumanejših izrisih dokazov človeške moči v najekstremnejših eksistenčnih pogojih. V njih pa je človeško dno in vsakdanjo taboriščno igro življenja smrti kričeče tragično. Na tem mestu smo pa kustos in Tino Fortič Jakopič vprašali, katero delo oziroma odkritje katerega dela jo je med preučevanjem likovne zbirke najbolj prevzelo. Težko rečem za preteklost, ker se to še vedno vsakodnevno dogaja. Zdaj moje delo je, da sistematično pregledujem zbirko. Muzej je sicer od leta, mislim, da 58, zaposloval kustosa za umetnostno zgodovino, tako da pred mano se je zvrstilo že kar nekaj ljudi, ki so to zbirko res podrobno raziskovali, v njej pisali, jo predstavljali. Zdaj pa zadnjih slabih 20 let pravzaprav ni bilo kustosa prav namenjenega za likovno zbirko. Za likovno zbirko se je sicer v tem času seveda skrbelo, bila je začasna skrbnica likovne zbirke, ki pa seveda ni se imela časa izključno s tem ukvarjati, a ne. Za zbirko je lepo poskrbela, jo shranila, inventarizirala, dokumentirala. Tako da zdaj moja naloga je, da jo sistematično v bistvu pregledam, kaj imamo, česa nimamo, in vsakodnevno grem čez vsa ta dela, sicer ne čez vsa seveda, ampak delček po delček, in vsakodnevno odkrivam pravzaprav stvari, ki me navdušujejo, ki jih je pravzaprav treba predstaviti, ki jih je treba raziskati, tako da moj seznam želja se samo še povečuje, no. Že prej sem se veselila, ampak zdaj se samo povečuje. Ker ogromno dela je bilo že narejenega, ampak ogromno dela je pa še potrebno storiti, ker se mi zdi, da bi bilo zbirko treba res sistematično predstaviti, ker je zdaj v tem času nastala taka res obsežna zbirka, tudi homogena zbirka, in bi si tudi zaslužila, da se jo predstavi in po sklopih, se pravi po raznih časovnih obdobjih, in potem kot celota, ne. Me pa razna dela me navdušujejo, ravno pač nekaj dni nazaj sem recimo našla en portret
Partizanke, ki ga je naredil Drago Vidmar, ki mi je zdaj recimo te dni izrazito pri srcu. No. Ampak res težko, zame je težko izpostaviti eno delo, ali pa nekaj del, ker vsekakor zbirka muzeja, v zbirki je nekaj izredno pomembnih del, prav za slovensko zgodovino likovne produkcije, kot pač razne dela, ki zasedajo pomembno mesto tudi v opusih določenih avtorjev, ne, če gledamo ločeno samo te opuse. Vendar ni samo to, no, niso samo ta posamezna dela, ampak celoto je treba gledati in se mi zdi, da ima tudi prav ta celota in številčnost zbirke neko posebno vrednost. Torej bi lahko mirno rekli, da bomo v naslednjih letih dočakali kakšno poglobljeno razstavo v likovni zbirki MNZS-ja? Ja, želim si pripraviti neko bolj tako pregledno razstavo, kaj sploh imamo. Se mi zdi, da velikokrat ljudje ne vejo, da imamo res tako veliko umetnin in tako tudi raznolikih, ki pa se hkrati seveda tudi vsebinsko po posameznih sklopih lepo povezujejo. Velikokrat ljudje mislijo, da imamo tukaj samo partizansko grafiko, pa je daleč od tega, ne? Tako da je potrebno to predstaviti. Hkrati si pa želim pripraviti tudi mogoče take manjše razstave, takih bombončkov, tudi kakšne bolj sproščene teme morda, ker v zbirki je res ena taka široka paleta vsebin, pravzaprav je težko zbrati, katero najprej predstaviti. In s tem zaključujemo 4. epizodo mesečnega podcasta, ki ga pripravljamo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Vabljeni, da nas obiščete v Cekinovem gradu v ljubljanskem Tivoliju od torka do nedelje med 10. in 6. in si ogledate naše stalne in tudi občasne razstave. Razveselili se bomo vašega obiska. Mi se pa slišimo naslednji mesec z novo epizodo MNZS podcasta. Preostale poletje vam želim.